Dober dan, gospod Tratnik. Ja, dober dan. Zdravo, Erik. Sem bil pred dnevi pri levarju oziroma metalurgu ali pa rečemo mojstru, ki uliva kovinske kalupe za te kipe in potem dela iz njih čuda. Vi tudi delate take stvari tukaj? Ja, seveda, samo pri nas v veliko večjih količinah. Koliko metalurgov imate v vašem podjetju in sodelujete z njimi? Mi jih imamo trenutno 15 metalurgov z univerzitetno izobrazbo, s tem, da pa v bistvu na operativnem nivoju, tam, kjer se upravljajo peči, pa pač žal metalurških poklicev ni več, ker teh šol ni več. Pa metalurg recimo lahko dobi v današnjem času delo. Je trg zasičen z metalurgi ali je povpraševanje veliko? Ne, metalurgov je premalo. Stvar zgleda zelo zanimiva. Lahko vidimo to tudi v praksi? Ja, seveda, kar izvolite. Povejte mi, tukaj je kup železa, verjetno je to namenjeno vse v peč? Ja, seveda, tole, kar vidite tule, to je namenjeno vse za pretopitev na elektroobločni peči. Tule se vrši nakladanje nasipni košar, katere nalagamo tole pač ta material, odpadek. To se nalaga po določenem receptu, se pravi, spodaj, v spodnjem delu mora biti posteljica, katera blaži potem udarec v peči. Potem gre pa postopno težji material in na kraju tisti najlažji material. Uživate v svojem delu? Normalno, vse za to hodim v službo. Je vsako delo po svoje zanimivo, ampak moraš delo vzljubiti. Če te pa ne zanima, potem pa boljše, da v službo ne hodiš človek. Vidim, da vas kliče kolega. Ja, se je kliga in se tudi moramo oglasiti. Poglejte, kaj vam bo rekel. Ja, prosim. Zdravo. Ja, se potem bomo tih pripeljam gor, te možakare. Ja, bom prišel gor zraven, ja. Bom te prej poklical, ja, okej. Ja, v redu, zdravo, živim. Kakšna resna stvar? Ravno ta mojster me klica, ki potem greste gor, tale gospod, ki je delovodja na peči.
Zdaj sem se pa v bistvu z lokomotivo pripeljal semle v tale obrat, v srce jeklarne. Tukaj vidimo peč, elektropeč za nama. Tukaj se mnogo dogaja, ne? Ja, v elektroobločni peči raztalimo vložek. Večinoma imamo 2 do 3 košare. Vložek je pripeljan iz priprave vložka. Kako v bistvu to stalite? To je vseeno ogromna količina kovine. S pomočjo grafitnih elektrod, 3, ki talijo na osnovi elektroobločnega plamena, se tali. To je podobno kot pri varjenju z električnim Kot pri varilnim navadnem aparatom. varjenju doma, recimo, ali nekaj podobnega. Sicer tam imamo samo eno elektrodo, tu imamo 3. Ne? To je ogromno energije se porabi. Ja, smo med največjimi potrošniki energije v Sloveniji. Ko vas tako gledam, v bistvu, kot bi pripravljali nekakšno juho. Ne? Ja. Prvo neko osnovo, potem ta osnova gre v neko drugo posodo, tam dodate začimbe, je tako? Če poenostavimo, je to nekaj podobnega.